Lepo pozdravljeni v podcastu Odmev tedna. Tokrat komentirava dogodke z doktorjem Jožetom Možino. Doktor Možina, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Dogodkov se je kar nabralo, zato kar začniva. Torej, zdaj zadnja vest je, da je specializirano državno tožilstvo na Ljubljansko sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti predsedniku vlade Robertu Golobu v zadevi Bobnar. To se pravi, gre za vpliv na policijo oziroma ponujanje nekih daril. Če boš ti, Tatjana, počistila janšistov, boš potem dobila ne vemo kaj. Kako vi to komentirate? Ja, način, kako se to dogaja že skozi KPK in sedaj ta vmesna stopnja, kot niti ni podana obtožnica, ne, ampak se spet procesira zadeva in prolongira, pomeni, da poskušajo na ta način malo zabremzati premijera Goloba, ki je všel izvajeti tudi tranzicijski levici do določene mere. Očitno ga nihče ne obvladuje in to je tudi njemu signal, da pač mora hoditi po tistih poteh, ki so za take gospode predvidene. Ne? Spravi, strici z ozadja so tisti, ki narekujejo tempo in mislim, da je tu popolnoma jasen signal. Na eni strani KPK, na drugi strani pa to, da mu nekako kot Damoklejev meč visi nad glavo in da ga lahko oddaleč in odzadaj krmilijo. Ker če pride do obtožnice, je seveda njegova kampanja, ne, s katero je v bistvu že v polnem teku, je v veliki meri okrnjena, ne, in seveda njegov uspeh na volitvah tudi vprašljiv. Tako da mislim, da bo tukaj ta igra bo kar trajala do volitev. Da bo malce izsiljevanja tudi Goloba. Tako. Lahko pa ga očistijo pred volitvami, ne? Ja, dobro, izkušnje s tem očitno imajo. Problem je, ker res, glejte, tako, vsaj moj pogled je tak, eno je, da ni obvladljiv in da si je pač tudi z veliko denarja, ki ga je imel na Geniju, ne, si je ustvaril veliko prijateljev, vemo na kakšen način, in si je vzpostavil neko usporedno strukturo, ki mu je zelo zvesta, do največjih neumnosti. Saj, če ste pogledali tisti kongres Svobode, saj vsi vejo, da je cesar nag. Saj kakšne neumnosti govori, saj človek v kar nerodno, ko to gleda, ampak tam vsi ploskajo kot ne vem, v Severni Koreji, ne, in ko se delajo, kot da je vse v redu. In te ni v redu, ne, tip je vse zavozil, ne, tip obljublja, oziroma gospod premijer obljublja, celo laže in z tega nič ni, pa ta božičnica in tako naprej. In mislim, da tem centrom moči, ki nastavljajo, kot je tudi bivši predsednik Pahor povedal, neprestano nastavljajo. Torej, tisti, ki vladajo v ospredju, niso tisti, ki v resnici vladajo, ampak njihovo garnituro, strukturo na levi sredini zmeraj postavlja pač strici iz ozadja ali pa recimo ta krog okrog Milana Kučana, da so se ga malo naveličali, ne? Ker vendarle ni interes, da se država popolnoma razbije in razsuje, ampak da vladajo oni. Sedaj pa je prišlo do tiste točke, ko dejansko že lahko govorimo o nekih trajnih posledicah za prihodnost slovenske države kot take. Ne? Mislim, ta vladavina Roberta Goloba v zadnjih 2 letih je izven vseh normalnosti. Ne? Je šla čez rob. Je šla čez rob. Glede, tudi zadolževanje vse ostalo. Ja, vse ostalo. No, ampak na drugi strani je pa Aleš Hojs pa zdaj dobil pa policijsko preiskavo in sicer hišno preiskavo, naj bi obveščal kavaški klan, kdaj bodo hišne preiskave pri njih. Ja, ta zadeva se mi zdi komaj verjetna. Tudi, da se to spomnijo po 4 letih. Ja. Jaz mislim, da je ta stvar v resnici, zdaj to je res dobro, jaz mislim, da na pravosodju so in na sodiščih so ljudje, ki so kompetentni in strokovni, upam tako in verjamem, ampak določena parastruktura, upam spet, da je manjšinska, pa poskrbi za to, da se stvari ravnotežijo. Da so se po 4 letih spomnili in iskali po njegovi garaži sledove tega, kar je on komuniciral, če je sploh pred 4 leti, je skrajno nenavadno. In jaz vidim to predvsem v kontekstu ravnanja tukaj do premijera Goloba. Ja, uravnotežili novico o Golobu, ki je sicer prišla 2 dni kasneje, ampak vendarle, ne, zdaj sta v javnosti 2 zgodbi. Ja, bojo rekli in eni in drugi, boste videli poročila tudi na naših televizijah, ena stranka, druga stranka, podpredsednik, predsednik, to bo zdaj vse isto. Ja. Torej, bo ta Hojsova zgodba trajala do volitev ali ne? Po potrebi, ne, vse vidimo. In tle je res strašljivo to, ne, da prav, to je tudi signal zastraševanja, signal vsem pravzaprav, ki so v javnem življenju, ne le politikom, glejte, mi lahko potegnemo karkoli, ne, in sumimo, kadarkoli je to potrebno. Ne. Ni to dober signal, tudi za vse nas, ne. Ja.
No, po drugi strani pa se je zgodil en premik pri zbiranju podpisov. 15.000 podpisov je Aleš Primc vložil v državni zbor, seveda za referendum o pomoči pri samomoru, tako preprosto povedano. Zdaj zanima nas to, ne? Od prejšnjega tedna do tega tedna se je zgodil ta premik, ali se je zgodilo to tudi zaradi poziva cerkve oziroma škofovske konference, naj ljudje gredo in podpišejo to pobudo. Ja, še dober teden nazaj je bilo slišati, da je zbranih 30.000 podpisov, sedaj se jih je na hitro zbralo še 13.000, kar je veliko in je velik uspeh. Ja, upam, da ima še cerkev toliko vpliva, ne, da je dejansko pripomogla k temu, ta poziv škofa Sajeta in tudi končno poziv vseh cerkvenih oziroma cerkvenih verskih skupnosti ali pa največjih verskih skupnosti, je imel očitno določen vpliv in tega se je moč razveseliti. Sploh zato, ker naša katoliška cerkev nekako ni popolnoma jasno definirana v tem kontekstu, kaj pravzaprav hoče, kakšne vrednote zastopa. Velikokrat verniki, angažirani kristjani, ki so v prvih bojnih vrstah, pogrešajo, ne, da tudi pri najbolj pomembnih verskih temah cerkvenih dostojanstvenikov in cerkvenih institucij ni. Ne. To je res eno veliko vprašanje. Kako vi komentirate obisk premierja Goloba in njegove soproge na Brezjah? Ja, to je ena žalostna zgodba pravzaprav. Ne. Ni tragična, je pa žalostna. Žalostna zloraba. Jaz mislim, da gospod Robert, ki je gvardijan na Brezjah, bi moral se zavedati, ne, končno, to so odrasli ljudje. Slovenija je demokratična država za 35 let, upam, da spremlja tudi po medijih, kaj se dogaja, bi moral vedeti, da bo tukaj lahko prišlo do zlorabe in se umakniti. Ne. Nihče nima pravice zapreti vrata kateremukoli svetišču in tudi ne na Brezjah. In premier Golob, pač svojo soprogo, bi lahko te prišel, se usedel in je to. Ni potreben poseben sprejem, ki je očitno imel še te pritikline propagandne vojne. Lejte, to je, na Brezjah je vsak enkrat na mesec maša za bolne z rakom. To je ena tradicija, ki traja že leta, je posledica obolelosti za rakom žene enega slovenskega diplomata. In tudi takrat je temu bilo tako. In predvsem tisti, ki so zboleli za rakom ali pa ki se zdravijo za rakom, gredo potem tudi po maši okrog po kolenih, ne? Okrog milostne podobe Marije Pomaga na Brezjah. In tudi tokrat je temu bilo tako. No, in ko so nekateri od teh bili na kolenih za oltarjem, se pride potem z vsem pompom premier Golob, svojo soprogo in patrom Robertom, tam je bil fotoshooting, ne? Popolna zloraba in ti ljudje so zadaj na kolenih čakali. Glejte, komu je zdaj cerkev namenjena? Je namenjena politični propagandi, končno tudi enega para ali pa ene politične garniture, ki je absolutno proti osnovnim vrednotam, ki jih zastopa katoliška cerkev in to angažirano, ki je celo okrnila socialno varstvo duhovnikov. Ne? To je nekaj nerazumnega. Spravi, pravico tam ima biti, ampak to, da se je cerkev pustila zlorabiti na ta način, bi se pa morala tudi malo posuti s pepelom in razmišljati za naprej, ker lejte, tle se ljudje trudijo, da bi nekako potegnili skupaj, poenotili ljudi okrog osnovnih vrednot, tudi v političnem smislu, potem pa taki fopaji strani cerkve in potem še ta napuh, ne, tiste, ki so na to opozorili, mogoče tudi na malo neposrečen način, potem oni sami poskušajo smešiti in napadati. Pojasnite tudi to, če pogledate, kdo je potem vzel v bran, ne, to zmotno početje frančiškanov. Ja, Odlaskovi mediji. Ne. Tako da je v bistvu zgodba se je tukaj kar malo izkristalizirala, kdo je kdo in zakaj je kdo. Treba tudi to vedeti, da podobno početje se dogaja tudi na Sveti Gori že dalj časa, tudi zlorabe in žalitev primorskih vernikov. Frančiškanski red je ogromno naredil v Sloveniji, ogromno dobrega, tle sploh ni debate. Ampak gledajte, oni so varohi, ne, kustodijati so teh svetišč. So pa to svetišča slovenskih ljudi, primorskih ljudi, Sveta Gora, hoče reči tako, da ni tisti, ki tam to oskrbuje, hkrati gospodar nad vsem, je treba uporabljati tudi zdravo pamet. In tukaj je gotovo odmanjkala.
Ja. No, mene osebno, zdaj, ko to govorite, kdo je koga vzel v bran, je pa zmotilo nekaj, ne? Da je ljubljanski frančiškan, pa ne bom zdaj imena, saj so ljudje brali, rekel za lastnika tega podcasta in tega portala, kjer so zdaj, da je dal samo 10.000 evrov. Mislim, takrat je pa meni osebno vrgel pokrovko gor. Ja, dobro, zdaj tudi, če dam 1 evro, kako lahko rečeš, je dal samo 10.000 evrov, pa še to mu je teta prišepnila. Mislim, to je pa dobro, zdaj bova šla malo pod ta nivo, pod katerega so se nekateri spustili. Jaz sam vem slučajno posredno. Zdaj, pri kristjanih je tako, ne, da se ravnamo po svetopisenskem reku, da naj ne ve desnica, kar dela levica in obratno. Se pravi, kar se da na skrivnem, ne, in Bog, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil, tako velja. In podobno je ravnal tudi gospod Štrancar. Ja. Jaz sam vem za 100.000 evrov, ki jih je daroval cerkvene namene. Sam vem, par zadev sem slišal, videl, ker so se stvari kar obnovile in postavile. Ne bom šel zdaj v podrobnosti, ker vsega ne vem, ampak sigurno on ni lagal, to je 100%. Ja, pa ne moreš reči, da je samo. Ja, tukaj se vidi, kako je denar za nekatere pomemben, ne? Dobro, pustiva zdaj to bodo spet debate. Gremo zdaj na začetek tega prejšnjega tedna, ki mineva, to je bil pa nek alarm. A ne? Ta alarm, vsi smo pričakovali, kaj bo, ne? Poslušali bomo, dobili, ne? Ste vi dobili kakšno sporočilo? Jaz sem dobil, ampak ne zvočno. Ne? Jaz tudi, jaz brez zvočnega. Ja, no, mi smo očitno druga liga. Ja, ne, ampak je še hujše. Ja. Sin pa njegova punca, ki imajo iPhone, niso dobili nič in so bili strašno razočarani. Ja, naši doma pa vse različno. Alarm brez alarma, brez teksta, čez 3 ure nikoli. Skratka, vsa družina je imela vsako drugačno zgodbo. Pa še predsedniško opozorilo je bilo to, ne. Zdaj, veste kaj, 5 milijonov smo dali, ne, glede na format zapravljanja te vlade. To niti ni toliko, ne, 5 milijonov, zdaj smo se že navadili na večje številke, ampak vsem, a je to stran vržen denar? Čakajte, to je, mislim, to je v smislu neka traparija, ampak res zabava za naš denar. Nič, kar se lotijo, ampak prav nič jim ne rata. Nič. Je zdaj to zmesene nesposobnosti in hkrati velikega pohlepa potrošenju denarja. Hvalijo se leta 2025 z eno tako zadevo, ki je sila preprosta. Sin pa njegova punca sta bila, mislim, da spomladi v Romuniji, v nekem nacionalnem parku in tam sta dobila obvestilo, da je v bližini medved. Se pravi, v Romuniji to funkcionira od leta 2018, ne? Pa ne ve pol Evrope za to. Ne, normalno funkcionira. Pri nas pa 7 let kasneje niso sposobni vzpostaviti sistema. Mislim, sramna je bo. Ja, zdaj bodo mogli, na Rakitni so medvedi, zdaj potrebujemo tole. No, ampak vseeno, lejte, sem pa nekako se spomnila, glede na svojo EMŠO številko, ne, tudi na čase, ko smo se šli, nič nas ne sme presenetiti in tako naprej in podobne vaje in se mi je porodilo vprašanje, ali se nam bliža vojna. Ja, to so tako nehvaležna vprašanja. Moral bi odgovoriti kot zgodovinar gotovo. Ne. Ker nikoli zgodovina je bila zmeraj, je bilo obdobje miru, obdobje napetosti in obdobje vojne, zmeraj tako bilo. Mi smo živeli in tudi mogoče naši predniki v iluziji, ne, da po drugi svetovni vojni se pa ne bo več to zgodilo. Žal, kot vidimo, se plete v glavah nekaterih nasilje, ne, tudi končno pri nas. Ne, verbalno nasilje, ki pri nas, ki potem prerašča v fizično nasilje. Tako da je to mogoče, jaz zdaj ne vidim, da bo to jutri in upam tudi, gospa Vida, da se to res ne bo zgodilo, ampak naše dojemanje sveta, ne, je neodporno, kar se tiče vojne. In do vojne prej pride. Tudi ta še najbolj smiselna ciklična teorija zgodovine prav to pravi, ne. Da se vojni pač ne moreš izogniti. Lahko bi se ampak tukaj se kaže v nekem smislu globalni spopad, ne. Bližnji vzhod je propagandna vojna, predvsem seveda z veliko tragedijo tistih, ki so tam vpleteni. Medtem, ko je pa vojna v Ukrajini ena predigra enega strašnega spopada, ki se tukaj prej slej obeta. In to je konflikt, ne, zdaj kakšen bo, upamo, da ne vojna, med zahodnim svetom in Kitajsko. Ne. In problem tukaj je, da si Kitajska čedalje bolj podreja Rusijo, ki je sicer velik tiger, ne. Trump je rekel, da je papirnati, ne. Je velik tiger z ogromno potencijala in seveda tudi, kaj ne rečem, ogromno korupcije in ne zmore financirati in voditi vojne proti Ukrajini brez pomoči Kitajske.
Tako da, če se tukaj stvari obrnejo na napačen način, ne gre samo za Ukrajino, ampak gre za usodo zahodnega sveta, ki si ne želi kitajskega vpliva, kaj ne rečem, na ukrajinski, poljski meji. Ja. No, seveda, zgodovina kot učiteljica, ne, tako pravijo, tudi nas ni nič naučila. Ne. Zdaj, ta teden je bil, oziroma konec prejšnjega, je bil Milan Kučan v Celju na slavnostni akademiji ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne in vrnitve ukradenih otrok v domovino, torej strani nacistov so jih ukradli, ampak pozabil je pa omeniti ali pa namenoma izpustil kraje otrok, ki jo je izvedla komunistična oblast. Vi ste snemali dokumentarec o tem. Ja, imamo tukaj otroke z Petrička, ki je kolega Zupanič naredil. Jaz sem snemal več otrok z Petrička in ormoškega Petrička. To so bili otroci, ki so jim v teh, so živeli. Zgodba o ukradenih otrocih je zgodba o okupatorjevem nasilju, ki je nezaslišano. So pa ti otroci tam poskušali oziroma kot taki imeli, ne rečem, odvisno od primera do primera, ponekod so jih ugrabili, je bila to tragedija, ampak so relativno normalno živeli. Ne? In potem so jih recimo tudi nekaj mesecev po vojni, tiste, kar je bilo mogoče, vrnili. Ne? To se pravi, starše so ubili v Teharjah, v Rogu? To je pa druga stvar. To je pa druga. Govorimo o ukradenih otrocih, o katerih je govoril Milan Kučan. To je okupatorjevo zlo, definitivno. Ampak zanimivo, ne? Jaz ne vem, kako si drznejo, mislijo, da smo res nori. Govorijo in o občutljivosti, o dostojanstvu, celo govori o usporednicah, ne? Gospod Kučan z otroci, ki so bili ukradeni v Ukrajini, z otroci iz Gaze, hkrati ima pa pred očmi... Pred nosom, tam je bil v Celju. Ja, ima pa otroke iz Petrička in druge tragedije, kjer so jim pa starše pomorili. Ne? Pomorili, ja. Torej, Milan Kučan, kako je možno, da se on lahko tako spreneveda? Kdo je on? S tem si daje tudi izkaznico, kdo pravzaprav je, in da tudi ta njegova skrb za otroke v Gazi, ali imaš ti univerzalen odnos do človekovega življenja, ne, in do mrtvega in živega človeka, ali pa ne. In on ga nima, ima selektivnega in z tega vidika je pač ideološki relikt. Nič drugega ne morem reči. On je tisti, ki končno preprečuje v ozadju Jankoviča pokop mrtvih pobitih iz Macesnove Gorice, pokop romskih žrtev. Če bi se on za to zavzel, bi bila stvar ta že davno urejena. Res je, on je tisto ozadje, za katerega lahko rečemo, da krni ugled Slovenije in da v bistvu preprečuje osnovne civilizacijske postulate, kar pomeni pokop žrtev. In kako lahko ti govoriš o usodah, tragičnih usodah enih otrok, hkrati pa zamolčiš... Si v Celju in zamolčiš tragedijo teh otrok, ki so jim starše pobili. Jaz sem tudi 2 pričevalca snemal na to temo. Dojenčke so odtrgali od mater in jih postavili na nek voz, tak voz, ki jih dobiš na železnici, postaje včasih, ne, za kovčke in tako naprej. In so ti dojenčki tam na soncu umirali. Ja. To so pričevanja. To so Teharje. To so Teharje, ki jih nihče ni zanikal. In gledajte, ta gospod pa ne. Čigava marioneta je Milan Kučan? Jaz mislim, da on je relikt tega časa. Dejansko on je muzejski primerek ideologije, ki je pač preživeta. In je zelo s kvarnim vplivom na današnji čas. Ampak funkcionira, nam dela škoda. Ja, dela škodo, mislim, nama mi dva veva, kako stvari grejo. Ampak mislim, da je on v veliki meri odgovoren za to, da Slovenija ni izkoristila te priložnosti, da bi prekinila z bivšim režimom, ampak ga nadaljuje v današnji čas. Ampak ne samo v tem ekonomskem smislu. Oni so se takrat bali predvsem za to, da bi nov režim, demokratični režim, obračunal z njimi, ker so imeli velike zločine nad sabo, končno povojne pomore, tudi organiziran kriminal, ki so se ga šli takrat v udbi z mafijo, to so bile velike zgodbe. O tem je zadnjič govoril v Slovenski matici Rado Pezdir in ti gredo, tudi če nimaš lasti, gredo po konci, kaj so ti ljudje počeli. In nekako Milan Kučan, ki se je prelevil potem v demokrata začasnega in postal prvi demokratični predsednik, je bil zagotovilo za njih in od tukaj izvira tudi njegova moč, da se jim ne bo nič zgodilo. In se jim res ni nič zgodilo. In še vedno se jim nič ne zgodi. Tako najprej so se potuhnili, zdaj pa pač prevladujejo. To je res, to je tista rak rana Slovenije, ki nas absolutno vleče dol, zato pa tudi je naša družbeno-politična situacija tako zagatna, tako neperspektivna v primerjavi z številnimi vzhodnoevropskimi deželami. In nekdanjimi jugoslovanskimi. Tudi Hrvaška napreduje lepo. Vsi gredo naprej, ne? Ja.
No, ampak gledajte, če gledava tale Petriček, ne, torej prav to poslopje Petrička, ne, na tem poslopju so odprli neko in pokazali neko spominsko ploščo v spomin na te otroke, ker to je bilo edino koncentracijsko taborišče za otroke, edino otroško taborišče, recimo. Ne. Bilo je še na Ormožu, no, to se malo manj ve. Ja. Na Ormožu tudi sem enega pričevalca snemal, ki mu je tam sestrica umrla. Ne. To so bile zelo, zelo hude, to so stradali, mučili, grozljivo je bilo. Ja, imeli smo tudi tako. In seveda, takoj, ko so to ploščo odprli, ne, pokazali, je pa prišlo do požara. Zdaj, Janez Juhant, predsednik društva Združenje ob Lipi sprave, je napisal javno pismo vsem vodjem države, pravi, kot državljan Slovenije odločno odklanjam izključujoč, diskriminatoren odnos, ki ga vladajoči v demokratični Sloveniji kažete do drugih in drugačnih, posebej do Slovencev, ki so nas v bivšem režimu imeli za drugorazredne. Ja. Drugorazredne so še vedno, ne, v Sloveniji. Prav je, da o tem govorimo. Ne. Ja. Politik, človek, ki deluje v javnosti, v demokratičnih strukturah in da ima tako dvojna merila, recimo tudi otrok v tem primeru. Ja. Pa eni otroci, ja, zdaj nacistična Nemčija, ne, no, na tej isti prireditvi kilometer stran, ali kako bi človek rekel. Ja, no, mislim, se to skoraj ne moreš verjeti. Skrajno zavržno, očitno tudi ta spomin na Petriček, namesto da bi bil v opomin, česa se ne sme delati, ja. Bi ga radi, ta nastajajoč režim, kot ga imamo, bi ga radi zamovčali. Ja, požgali. Ne? Ja. Ampak vi ste imeli tudi nekoga, to je Franz Kindelhofer v svojih oddajah, tudi on opozarja, kaj se je tam dogajalo. Kaj pravi ta gospod? Ja, on je bil tudi otrok s Petrička, mislim, da je skupaj s svojo sestro. Ja, seveda, on je doživel tisto, kar je najbolj grozljivo, da so mu starše pomorili in da je potem bil v reji in nekako se prebil skozi življenje in si ustvaril ime v Sloveniji, postal odgovoren in pošten državljan. Ja, seveda ga to prizadeva. Ne. Si mislite, to vendarle po letu 90 so ti ljudje dobili neko moralno priznanje, ne? Da ni bilo v redu, da so jim starše pomorili, da so oni sami toliko trpeli. In sedaj na stara leta pa morajo doživljati pravzaprav taka ponižanja. Ne? No, pa poglejva zdaj ta ponižanja, greva zdaj k temu. Recimo borci Velenje so seveda imeli neko prireditev in na tej prireditvi je spet nek mlad fant prebral oziroma povedal neko besedilo, to je zdaj pišete o Škratek, ne? Besedilo, zaradi katerega vi tudi tožite Svetlano Makarovič. Zdaj, cel dogodek, kako ga vi komentirate? Namreč, kdo je zdaj ta Teo Škratek, ste ga vi kdaj srečali, kaj ima on z vami, zakaj je on zdaj spet tole recitiral? Kaj je bilo to? Ja, dobro, Teo Škratek je tukaj še, sicer je orodje, ampak je še najmanj pomemben člen v tej verigi sramotenja in pozivanja k nasilju in klinču proti meni. Ne? Veste, da se to najprej zgodilo, mislim, da je bilo to januarja 2022, na Trgu Republike, na kolesarskih protestih, ob vzdušju linča in horonskem ploskaju in navdušenju, ko je Svetlana Makarovič izrekla tiste sramotilne besede na moj račun, ki so objektivno gledano, vsaj tako sem poučen, najbolj brutalen sramotilni napad, javni napad, kar smo jih slišali v zadnjih 30-40 letih proti komorkoli. S tem, da je bilo to usmerjeno proti meni, ne zaradi tega, ker imam, ne vem, modre oči, ampak zaradi oddaj Utrip in Pričevalci. Ne. Iz teh oddaj se je ponorčevala. Ne. Zato je tudi RTV mi takrat stopila v bran in mi zagotovila pravno varstvo. In tukaj je bila tožba pač nujna in tudi poučeni smo bili, da praktično se ne more izogniti obsodbi, ker mi imamo primere, ko so bili ljudje obsojeni pri nas za v primerjavi s tem pravzaprav otročje in manj pomembne žalitve. Ne. Tukaj gre pa za sramotitev. Ne. In še pozivanje k linču in pozivanje k utišanju novinarja. Ta zadeva se potem kar nekaj časa vleče, nekateri rečejo tudi zavlačuje, ampak absolutno to predolgo traja. Zdaj bo decembra. Zdaj bo to decembra, ja. In kot je sedaj jasno, v pomoč Svetlani Makarovič, da bi se te žalitve, pazite tukaj perverzno moralo ministrice Katičeve, ki je pravosodna ministrica in s tem pritiska tudi na sodno vejo oblasti,
skušajo to sramotilno besedilo čim večkrat ponoviti, da se relativizira, da postane nek standard. Vse ga tudi drugi govorijo, a ne? Tako. Ne samo Svetlana, ampak se je še celo nek Škratek. Ja, mladenič, ne. Ja. Tukaj gre še za zlorabo mladoletnega fanta. To je 16-letni fant mislim, da iz Vuzenice, ne. Pač, ki je zanimiv fant verjetno, ne, ampak vse sorte se sliši, v glavnem gre absolutno za zlorabo. In to je Katičeva zavestno naredila. Pazite pa nekaj, kar me je presenetilo. Ona je sicer podpredsednica Zveze borcev, ona je tudi na to prireditev vabila, ampak tudi v Zvezi borcev so sposobni normalni ljudje. Končno, lejte, tako, če bi tako sramotilno besedilo jaz poslušal, ali pa vi na neki prireditvi, ali pa vsak normalen človek, bo rekla, bi ti bilo nerodno, kljub temu, da bi bilo usmerjeno proti nekomu, ki ti ne všeč. Ja. Take izrazi, svinja, našla je korito, zmene, nikoli sito, jezik za zobe, to ne gre. Ne sodi. Ne. Ampak, lejte, to sodi pa v kontekst vrednot Andreje Katič in njenega kroga. In oni so tukaj očitno uzurpirali tudi to prireditev, zato da so to potaknili praktično Zvezi borcev. Kako to vem? Ker se je predsednik Zveze borcev Križman takoj distanciral od tega. Celo župan Velenja mi je pisal, se je takoj od tega distanciral. Pa doktor Franc Žerdin, ne? Lejte, to pa sploh, on je bil predsednik organizacijskega odbora, se je počutil odgovornega in mi je napisal zelo lepo pismo, v katerem obžaluje, se opravičuje, pravi, če bi on vedel, ne, da se bo to zgodilo, absolutno tega ne bi dovolil. Se pravi, to je bil projekt Andreje Katič. Zakaj to vemo? Ker Andreja Katič je bila pa tista edina, ki se pa od tega besedila ni distancirala, ampak je pravzaprav uporabila izrazoslovje odvetnika Svetlane Makarovič. Tako da je tukaj krog nekako sklenjen in to zadevo bomo zelo pozorno spremljali. Gre dejansko za politični pritisk in za vrednote Andreje Katič. Spravi, svinja, zmene, jezik za zobe novinarjev, to so vrednote Andreje Katič. No, ampak ne samo Andreja Katič. Dobro, ona se vam je opravičila ali ne? Ne, se to pravim. Ne. Ampak konec koncev tudi SD, ne, sej to je, ona je njihova ministrica, mogoče Matjaž Han, konec koncev gre zdaj to pade madež na cel SD. Pa seveda, lejte se, tle se vidi, da njihova stara struktura, ne, ki je seveda ideološka in partizanska in tako naprej, ampak da ima neke manire. Neke manire imajo. Pa dobro, Žerdin je nek direktor, no, saj smo ga imeli v oddajah, to je nek gospod. Ja, no, vidite, vse če je v tisti stranki, ampak ne moreš takole pluvati po ljudeh. Ne, ker vemo tudi, kam pripelje tako ščuvanje, ne? Kam ko pripelje. Tako da seveda je to velik madež za SD. In mislim, da če bomo absolutno jim je treba to zadevo držati kot ogledalo. Ker po drugi strani si pa manejo roke in se zvijajo z izrazoslovjem o sovražnem govoru in tako naprej. To je pa strašna stvar. Tukaj, ki gre za tako eklatanten primer, pa ministrica praktično zavestno govori, da se gre za satiro, pazite. Ona se spozna na satiro. Ona se spozna na to, oziroma ona je v sozvočju s tem, kar pravi odvetnik Svetlane Makarovič. Po tem, kar mi kompetentni, ne tako bi rekel pristranski pravniki govorijo, nima možnosti, da ne bi bila obsojena. Po drugi strani pa to, glede na situacijo, v kateri je ona velik podpornik sedanjega režima, končno tudi protizakonito nagrajena strani ministrice za kulturo, se vemo, da je dobila tistih 8,000 in nekaj evrov, privilegirana in tako naprej, glede na stanje v slovenskem sodstvu, je pa malo verjetno, da bi imeli tak pogum, da bi jo obsodili. Ampak jaz verjamem, da vendarle so kompetentni ljudje v našem sodnem sistemu in da bodo ravnali po zakonu, ni treba pristransko, samo po zakonu. Ali boste sodili tudi Škratka? Nisem o tem sedaj razmišljal, ker za njega, v bistvu sem se malo pozanimal, on je dejansko orodje. In fant bo že to, kar si je sedaj zakuhal, ne vem, to ga bo spremljalo celo življenje. Tudi sem dobil sporočilo od direktorja tega šolskega centra, kjer fant hodi v šolo, ne, in se seveda popolnoma distanciral od tega. In to pravi, to niso vrednote niti mene, niti naše šole. Tako da bo fant na koncu ostal sam, ne, in tudi bi se morali starši zamisliti, kaj z njim počnejo, oziroma kako pravzaprav tukaj zlorablja določena klika znotraj Zveze borcev. Zdaj, ta depolitizirana televizija, kjer vi še vedno ustvarjate, vam je tudi predstavila oddajo Intervju na neke pozne nočne ure. Ja, to je res dobro. Tisto, kar bi mogoče prej rekel, da je ta res depolitizirana televizija, ki se
kar je tudi prav, ne, če smemo to omeniti, oglasi za vsak napad na kakšnega novinarja ali pa programskega delavca, tudi za recimo relativno minorne zadeve, ali pa tudi v primeru, ko novinar dejansko pride v kontekst napak, ne, je bila tokrat tiho in tudi na moje pozive pisal sem odgovorni urednici Poloni Fijavž, direktorici televizije, Kseni Horvat, predsednici uprave Nataliji Gorščak in celi upravi, tudi predstavniku zaposlenih novinarjev v svetu RTV. Praktično mi je odgovorila sicer Polona, da bo razmislila in potem ni bilo nič, kar je ena sramota. Mi je odgovorila Gorščakova, da bodo seveda se zavzeli, pol se seveda niso, niti mojega imena si niso upali izreči, medtem ko Ksenija Horvat in Drnovšek pa niti odgovorili niso, kar je dejansko, mislim, kaj To je v zvezi s tem dogodkom. To je v zvezi s tem dogodkom, ker ni nepomembno, ne? Ja, Ker tako. mi smo na javni televiziji, ni to zasebna televizija. Ja. Če se ti zavzameš za nekoga, tukaj gre za tako eklatanten primer, to pa nekako, tako mi pravijo na hodniku, ne, potiham podpirajo ne, celo. Ne. Tako da situacija na televiziji je zelo težka. In veste, da dejansko v tem kontekstu razumem tudi napoved umika intervjuja, te oddaje, ki je, ne vem, 40 let na javni televiziji, zmeraj v prime timeu, je ena od paradnih oddaj. Tudi glede na to, da eno od 3 oddaj na mesec vodim sam, tudi en tak, kaj rečem, ena taka možnost, da se do ekrana, ne, končno do gledalcev, da gledalci spoznajo tudi mogoče ljudi, ki sicer nikoli ne pridejo, ne, na ekran. Jaz poskušam take ljudi izbirati. Zanimive goste imata tudi kolega Martič in Žitnik, ne, in da nas zdaj umikajo in tu brez kakšne debate, brez kakšnih posebnih argumentov. Sicer en argument je, da je tukaj neka nova nadaljevanka nastala, to bi še razumel, Ja. ampak po tej novi nadaljevanki so uvrstili serijo nadaljevanko Sisi, tako da je ena nadaljevanka za drugo, potem so poročila, potem je šport in šele potem intervju. Ne. To je, mislim, v naši stroki, v našem fohu, ki ga vi razumete, pomeni, da na ta način ubijajo oddajo intervju. Tako. Je pa res, da je pa vse na spletu, kar je pa tudi prednost. Ja, to je prednost, ampak veste, ko se ti enkrat, tako bi rekel, Se navadiš. ko se ti iz prime timea umakneš, ne, potem je to en signal za marginalizacijo. Ne. To je res, Ja. imate prav. No, seveda, zdaj gremo k ekonomskim vprašanjem. Naš predsednik vlade Golob je predlagal, da pač bi se delavci sami odrekli tej božičnici, ki jo bo njegova vlada objavila kot obvezno. A ne? In poslušajmo, kaj je zdaj rekel. Takrat, ko bo večina zaposlenih prepoznala, da podjetje slabo stoji in se bo božičnici odpovedalo, zato da ne bi potopilo podjetja, jaz sem za to, da se v takem primeru božičnica ne izplača. Prostovoljna odpoved strani delavcev se mi zdi upravičena. Pa, kaj imamo zdaj samo upravljanje, da bodo zdaj ljudje, ker delavci, tako je seveda tudi govoril kasneje v intervjujih, oni vedo, kaj se dogaja s podjetjem. Se to je nonsens, to A je si noro. mislite, gospa Vida, da smo doživeli kaj takega, se to niti Ne, ni ne bi smešno. si nikoli mislil. Jaz sem se vozil ravno dol v Vipavsko dolino, ko sem ta stavek slišal, nisem mogel verjeti. In to Ja. je vrhunski menedžer. Ja. To je res samoupravljanje s temeljnim marksizma. Ne? Če bi on imel firmo, me zanima, ali bi on dopustil, da se mogoče 10-20 njegovih delavcev odloča in oni vedo, kaj je v firmi, kaj se dogaja. Ampak gledajte, kako nas zaposluje. Ne? Jaz imam tam enega soseda, ki ni izobražen človek, je delavec. In smo se tako v kleti pogovarjali, pravi, gledaj, tam kričijo, kako nam bodo dali božičnico. Dvakrat so nas okradli, končno z obdavčitvijo plač. Ja. Bomo rekli v povprečju. Ukinili tisto Janševo dohodninsko reformo. Reformo in to pomeni 1000 evrov približno na leto manj. Ja. Mislim, od do, ne, ampak recimo približno toliko. Potem so nam ukradli sedaj s tem, z dolgotrajno oskrbo. Ja, nam kradejo vsak In mesec. tako spravi z 2 žepov so nas okradli in zdaj bodo v enega, Primorci rečemo, uvaržet po starem, ne? Zdaj bodo Ja. pa dali v en uvaržet malo nazaj in bojo strašno krčali. In točno za to gre. Ja. In še to drugo, ne? Še to drugo, to dajanje nazaj je pravzaprav seveda sporno na vsa načine. Ja. Golob kot nek diktator upije, to bo, letos bo. Ja. A on sploh razmišlja, ne? Nič ne razmišlja. Ne? Je pa res, da so tukaj mediji tukaj
karkoli tacajo pravzaprav za njim. In zdaj že 10 dni govorimo o tej božičnici, namesto da bi pravzaprav obračunali z osebo, ki popolnoma nekompetentno troši javni denar. Ja, in govori neumnosti, kar se tiče podjetništva. Pa lejte to, ne, da bojo delavci, to ni odgovornost delavcev, to je odgovornost uprave. Uprava je plačana, dobro plačana za to. Smo v tržnem gospodarstvu. Ja, seveda. Mislim, da to reče nekdo, kdorkoli, ne vem, če bi bil po filozofiji, po izobrazbi, ki takega ne bi mogel reči. Ne. Smešno. To je. No, ampak lejte, je pa še nekaj rekel, ne, da je prav in da bo on nagradil svoje v javnem sektorju. Ne. To je pa zelo, zelo povedno. Tisti stavek je zelo poveden, tudi to mi je ostalo v spominu, mu je malo ušlo. Ne. Dejansko smo v javnem sektorju kar dobro nagrajeni, zvišali so nam plače, seveda s tem skopali ogromno luknjo v državnem proračunu. Ja, to so svoji. Sprav, očitno ta oblast tretira tisto svojo volilno bazo, tiste, ki so... Ki niso janšisti, ki je očistil. Ja, ki so po večini v javnem sektorju, v javnih službah, ki so seveda pomembne službe. Vemo, da so veliko ljudi tudi na novo zaposlili in to je ta baza. Ja, kaj so pa delavci, kaj so pa kmetje, kaj so pa podjetniki, kaj so pa obrtniki, ne? Ja. In vsi ostali. Ki si jim zvišal davke in prispevke. Seveda. Ja. Dobro, zdaj seveda, to ste že omenili, ta 2 milijardna proračunska luknja se obeta tudi s to božičnico. Pa poglejmo, kako je Davorin Kračun to komentiral. Kar nas postavlja na mejo sprejemljivega, na mejo tistih dogovorenih 3%, kar pa se lahko hitro spremeni in Slovenija lahko zdrsne preko meje. Lahko rečem, da se ta proračun sprejema v zelo težkih okoliščinah. Imamo opravka z velikimi tveganji. No, tako, ne. To je zdaj predsednik fiskalnega sveta opozarja, da lahko zdrsnemo preko tiste meje, ki je še neka maastrichtska, ki to dopušča. Torej, kaj se nam zdaj obeta, ne? Do volitev? Kolaps, bankrot. Lani smo imeli še primanjkljaj 0,2%. Ja. Letos dejansko od 1,7 do 2%. To je grozljivo. S to božičnico. To so 2 milijarde, jaz božičnico 2%. Na zelo direkten način je gospod Kračun to povedal, čeprav vemo, da ne pripada kakšnemu desnemu političnemu polu, ne? Ja. Ampak pripada zdravi pameti. Ne? Ja, gledajte, to je nepredstavljivo. Ne? Tudi postaviti ljudi v to situacijo, ne? Za neke svoje partikularne interese, ker na prav nobenem področju, kar si je ogromno obljubljal predsednik Golob kot predsednik vlade, nisi uspel. Ne, da nisi naredil nič. Naredil si še večje neumnosti, če govorimo samo kaj je Zavod za zdravstveno zavarovanje. Ne? Zdaj, ko je obvezno plačevanje tega, kaj že? No? Ja, dodatnega prej so imeli to zdravstvenega zavarovanja. Ja, prej so imeli privatne zavarovalnice, ki so s tem očitno malo bolj upravljali, ker so bile zasebne. Ja. Sedaj se je pa tle skopala več 100 milijonska luknja, ne? Ja, kar je to obvezno. Ne? Tudi jaz ne vem, kako imajo lahko luknjo, vse dobivajo zdaj to, pa dobivajo polno denarja, pa dolgotrajna oskrba, kaj bo zdaj? Vse se mu je porušilo in potem v tej zmedi, ker ni uspelo nič, kar obljubi ogromno denarja, seveda ne iz svojega žepa. In ja, tukaj Slovenija to, ne, mislim, gledajte, če bile volitve še leto kasneje, in da bi ta oblast trajala, ne vem, kam bi mi prišli. Ne? In to je popolnoma po nepotrebnem. S tem, da pa ste, seveda, tudi končno tudi povišanje plač v javnem sektorju, ne? To veliko stane. Ja, se tudi vidim uprava na RTV-u, kakršnakoli že je, ne? Ki pač podpira aktualno oblast, se tudi to vidi, ampak tudi za upravo je velik problem, kako zbrati denar, ne? Ja. Za višje plače, tudi zdaj za to božičnico. Seveda. To je brezglavo trošenje, mislim, popolnoma neodgovorno. In to, veste, to dobro vedo vsi. Se to zamerim, tudi medijem. To bi morali razkrinkati in razbiti, ker nam uničuje prihodnost. Ma ne prihodnost čez 20 let, ampak že čez leto, 2. No in tudi pokojninska reforma, s katero se seveda zelo hvali Golob, ne, tudi ta je zdaj vprašljiva, zato ker je dejansko bo, recimo, očitno referendum. Od 8. oktobra do 11. novembra bodo zbirali podpise za ta referendum in zna se zgoditi, da ta referendum bo. Ja, kako je že to ta delavska, kako se že imenuje? Ja.
ta stranka, delavska koalicija. Delavska koalicija, ki združuje kar nekaj, mislim, ogromno sindikatov. Glede tukaj tudi v enem delu za levičarske in skrajno levičarske ideje. Ampak tle ne, da bi jaz zagovarjal to pokojninsko reformo in tudi ne premijera Goloba, ker je to vse prepozno, to vse nedomišljeno. Tudi ne ministra Meseca, je pa tako zanimiva situacija, ko se oni pravzaprav, ta vlada, ki je skrajno leva, vlada, ki je skrajno leva, se mora v bistvu zagovarjati pred še bolj skrajnim krilom svojih podpornikov, s katerimi je tukaj prišlo v konflikt. Čelo, gledajte, stvari so neizbežne. Prebivalstvo se stara in ta pokojninska reforma predvideva dvig upokojitvene starosti. To je ena zadeva, da se bo treba delati več. Logično, ne glede na to, da je to ta oblast, ampak meni se zdi to logično, druge poti skoraj ni. Druga stvar pa je, ki je tudi zelo nesimpatična v tej pokojninski reformi, da se računa daljše obdobje za pokojninsko osnovo, kar pomeni, da bodo pokojnine z tega naslova nižje. Ker na začetku imaš manjšo plačo. Tako. Tako da to so stvari, ampak gledajte, pustimo zdaj ostale podrobnosti, to je nujno. Sem se pa tudi pozanimal, da recimo, da se te borčevske pokojnine ne dedujejo več, Se ne dedujejo? Ja, mislim, da ne. Zdaj to bova videla. Torej v tem zakonu. V tem zakonu. Upam, da ni kakšnega podredja. A veste, da teh pokojnin je še nekaj čez 2700, imamo še borcev, A ni to noro. Niso še prišli 80 let po koncu druge svetovne vojne. Mislim, to ne moreš verjeti. No, se tako. Ne, 3200 jih je, tako? 3200. Ja, to je res velik partizanstva, ampak od tega je 2700 takih, ko gre za vdovske, kar bi še razumel, ampak tudi družinske pokojnine. Se pravi, da so kar družinski člani dedovali, ne vdove samo, kar bi bilo še razumelo, pa kar družinski člani dedovali pokojnino. To je pa res, to je pa neverjeten privilegij. To imamo neko elito, elito, ki 80-100 let deduje neke bonitete. Očitno za nekatere vojna še traja. Pa tudi ekonomsko se splača. No, zdaj, kar se upokojencev tiče, tudi Pavel Rupar je imel shod. On je pa seveda opozoril in opozarjal, bili so sicer na Prešernovem trgu, tale slika je z neke druge lokacije, pač pozvali so k izpolnitvi obljub, recimo dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike. Kaj je zdaj s tem? To je še ena tema, ki bi praviloma v vsaki demokratični državi morala zrušiti vlado, da ti pobiraš denar. In Maljevac je rekel, da eno odločbo menda že napisala. Ne, to pa nihče je ni našel, kako, da pobiraš milijone in da ti vlada ne pade, to je pa res smešno. Ta pregovorna nesposobnost, res jim nič narata, Še te alarme, kot sva prej govorila, na mobilnih telefonih nas znajo urediti. Ta teden so sporočili, da so eno odločbo napisali na roko. Na roko, tako je. So jo pisali na roko in so vsi ponosni in zadovoljni. Ampak vmes se je pa nabralo kaj nad nekaj 10 milijonov evrov. Že skoraj 100. Ampak gledajte, ali bo prelil ta denar v božičnico za javni sektor? Se veste, da je bilo to vprašanje. Vprašanje je bilo to državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Tisti njen nastop na Odmevih je bil izredno zanimiv. Ta gospa, ki je mogoče čisto v redu, je bila v strašni zagati, kako zagovarjate neumnosti in ni dala končnega odgovora. Še najbolj logično je to. Se veste, Boštjančič, torej finančni minister, je rekel, denar je v proračunu, ali ga pa ni, ali pa je. To je res, kako ga že našli. Zato je pa tudi inflacija pri nas med najvišjimi. Veste, kaj je to? V bistvu ljudje se morajo zavedati, da njihovi prihranki, vrednost njihovih, realna vrednost njihovih plač in penzij izredno pada pod to oblastjo in da je kupna moč dalje nižja. In da se hrana draži, se vemo. Zdaj, za četrtino je govedna dražja in vse ostalo. Tako da to, veste, na začetku, spravi, na štartu te vlade in na koncu te vlade
se bo treba vprašati, koliko slabše živimo. Zaradi seveda takega načina delovanja. Pa ne samo finančno, ne nazadnje so sprejeli tudi spremembe zakona o splošnem upravnem postopku, kjer je predpisano vročanje. Kako se vroča, ali odločba, ali gradbeno dovoljenje, ali odločba za inšpekcijo, ali karkoli pač upravnega. In to se bo zdaj po novem kar metalo v nabiralnike, ne da bi taki mu je to namenjeno, sploh bil obveščen, da ima karkoli v nabiralniku. Ne. To je pa res... Veste, da je to neresno in nevarno. Ne? To bo sprožalo nove spore, nova kreganja, novo zmedo. Ne? Ampak očitno je ta, kaj ne rečem, zmeda in način delovanja, ki je njim blizu, ne? Zmešnjava, megla, da je to tisto, v kar nas vodijo. Gotovo je bolj naporno, ne, da moraš ti pač to podpisati, da mora biti vročeno, končno moraš iti na pošto to iskati. Ampak to je pravni postopek. Seveda. To, da mu ne gre drugače. Seveda. Človek bo na dopustu, bo dobil nabiralnik, da mora plačati kazen, ne bo plačal, bo ta kazen višja, ker točno v teh upravnih postopkih se potem podvoji in tako naprej. Se multiplicira, ljudje bodo praktično prišli v bankrot, lahko zaradi take neumnosti. To bo še bolela glava. Ja. No, zdaj pa gremo na to, kar se je dogajalo na ulici. In sicer bil je pohod za življenje v Mariboru, zdaj se obeta tudi v Ljubljani. Zdaj, gospa Urša Soares Cankar, ki ste jo tudi vi pozvali, poklicali, da bi bila gostja v vaši oddaji, ona organizira to, zdaj pričakuje 5. otroka. Ampak povejte mi, kako se je zdaj to končalo? Poglejmo, tudi Aleksander Reberšek je zastavil eno tako vprašanje, kaj je zdaj s to Uršo Soares Cankar in televizijo. Podal na vaš urad predlog za obravnavo diskriminacije. Sicer zakaj gre? Urška Cankar Soares je septembra in pa oktobra lansko leto organizirala v Kopru, Mariboru in pa v Ljubljani 3 dobro obiskane pohode za življenje. V luči tega je tudi novinar dr. Jože Možina povabil v oddajo Intervju na RTV Slovenija. To snemanje bi se moralo odviti 16. oktobra 2024, vendar ga je odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Polona Fijavž preprečila. Voditelj oddaje dr. Jože Možina je vztrajal, da se pogovor z Urško Cankar Soares tudi izvede, saj po njegovem mnenju na javnem mediju ne morejo pristati na to, da je nekdo naprej izključen, temveč mora RTV Slovenija ostati javni medij, kjer se odprto in pa spoštljivo pogovarja z ljudmi različnih nazorov. V svojem dopisu odgovorni urednici je poleg tega pojasnil, da je TV Slovenija gostila tudi aktiviste z leve strani, zato ne bi smel biti nobenega razloga, da ne bi bila gostja tudi koordinatorica pohoda za življenje Urša Cankar Soares. Dvojna merila pri izbiro gostov v javnem mediju sploh ne bi smela obstajati. Novinar je tudi odgovorni urednici celo ponudil kompromis, da se ta pogovor izpelje in se na to presodi, če bi v intervjuju bilo kaj spornega, vendar je tudi urednica to zavrnila. No, kaj je zdaj s tem? Ja, zelo dobro je, nisem poznal tega posnetka, zelo dobro je to utemeljil. Ja, to je grozljivo, lejte, to je cenzura, ne? Se to kolegica Polona Fijavž natančno ve, ne more biti drugega kot cenzura, da ti vnaprej nekoga izločiš vnaprej. To ni cenzura. Cenzura je nek tekst. Je cenzura, ja. To ne gre noter, ampak cenzura, da pa ti, to je prav indeks prepovedanih oseb. To je seznam teh, ki ne smejo sploh govoriti. Zdaj v terminu lahko razpravljamo, v bistvu nekoga cenzuriraš v celoti. Kot osebo, ne glede na vsebino, ki jo pravzaprav nosi. Ja. In zdaj, če pogledamo pravzaprav koga, ne, to je takrat mama bila 4 otrok. Zdaj 5. pričakuje. No, in je celo sva se tako menila, da bi, ker je takrat dojila, da bi v sklepnem delu ali pa čisto na koncu, da je dojenčka dobila v naročje, ne, in bi bilo neko to lepo sporočilo o pomenu življenja, ki zadeva nas vse, leve in desne, ne? Je bilo eno lepo sporočilo. Gospa tudi ni kakšen kandidat za teroristična dejanja, mislim, da ne. Ja. Njena sporočila so zmeraj pozitivna, ne? In urednica se je tukaj, mislim, se je pisala prav neumnosti, moram reči, ne, da gre, da ne vem, da je napad na ustavo in tako naprej. Sej ni gospa Polona Fijavž tista, ki bo sodila, kaj je protiustavno in kaj ni. Gotovo se vsaki temi lahko na spoštljiv način govori. To je velika napaka, velik madež za ugled javne televizije in informativnega programa, ki bo prej ali slej popravljen. Verjemite, da bo gospa Urška Cankar ali pa kdo drugi, ki bo v tej funkciji, bo gostoval na televiziji Slovenija. Stvar je še toliko bolj perverzna, ker so pa nasprotniki pohodov za življenje, oni pa imajo mesto na televiziji. Zadnjič sem v neki oddaji, mislim, da je Marcel, videl 2-3 osebe,
ki so nastopale proti pohodu za življenje, ne da bi imeli ti organizatorji pohoda sploh kakšno besedo. To je perverzno, to ni javna televizija. Ja. To je ideološki zmazek. To moramo povedati. Žal sem tam zaposlen, sem veliko dobrega tam naredil, tudi veliko dobrega doživel in imel tudi priložnost in sem za to hvaležen, ampak tak način ni vreden javne televizije. In je šla potem zgodba še naprej ali je vse potihnilo? Ne vem, se pa s tem več kot toliko nisem ukvarjal. Gotovo bi lahko gospa tudi tožila RTV, ne vem, ali bo to storila ali ne. Ampak to je jasen primer diskriminacije. No, ampak ne samo RTV, ne, tudi predsednica države Nataša Pirc Musar je izjavila ta teden, da je najpomembnejša odločitev vsake ženske odločitev za splav. Mislim, ona je takole rekla, bom zdaj navajala. Kot predsednica republike sem ponosna, da Slovenija predstavlja zgled urejenega, varnega in dostopnega sistema, ki ženskam omogoča eno najpomembnejših odločitev v njihovem življenju. To se pravi, splav je zdaj za našo Natašo pa najpomembnejša odločitev. Pa sej to ne moreš verjetno. Ni to neko moje področje, ampak zdaj, če sva dobro razumela, to, kar je poskušala reči, jaz mislim, da to je taka stališča so neke vrste zlo, dajmo biti iskreni. To je zlo. Mi živimo v deželi, tudi naša civilizacija zahodna usiha prav zaradi nizke rodnosti. Tiste, ki promovirajo življenje na tak neusiljiv način in otroke in tako naprej, se zatira, se cenzurira, časti pa se splav. Ne bom se spuščal v splav ja in ne in do katere mere, ampak splav, vse drugo prej mora biti ponujeno ženski v pomoč in je to možno, ogromno življenj se da rešiti na ta način, ne pa da je splav tisto prvo, na kar pravzaprav pomisliš in to v naši civilizaciji, ki postaja namesto civilizacija življenja, civilizacija smrti. Seveda gre za živo bitje, za nerojen otrok je živo bitje, se to je vsakemu popolnoma jasno. In govoriti o tem kot o nekem najvišjem standardu ženske odločitve je zlo. In to predsednica. Ne vem. Ja. No, ampak ta ista predsednica ima pa zelo rada naš falkon. Ona se je pa že 58-krat baje peljala s tem falkonom. Nazadnje seveda so jo objavili takole s svojim soprogom Musarjem, sta šla v New York na organizacijo Združenih narodov. Kaj zdaj ta falkon je postal taksi za predsednico, poleg helikopterjev. A zdaj smo pri zabavnem delu, ali kako? No, ja, recimo. Ne, ni zabavnik, je to, mislim, se so naračunali, koliko 100,000 evrov to stane. 150,000 je to stalo, ja. Pa je. Rabimo kakšen komentar. Ja. Ne bi si mislil, pač Nataša Pirc Musar je bila naša kolegica, ne? Ja, tako je. Smo normalno delali. Smo bili skupaj v pisarnih. Tako, ja. Tako res je. Kdo bi si mislil, če dalje bolj se kaže, da je biti predsednik republike format, ki ga ona nekako ne zmore. Tudi končno nekatera društva so zaradi napadov name jo pozvala, naj se do tega opredeli, ker je zelo veliko govorila o sovražnem govoru in da ne bo tiho, v tem primeru je tiho. Kaj je rekla, da se bo videla? Ja, da se bo oglasila, sva rekel, gre za napad na novinarja javne televizije, je ona tiho. In tle ta ideološki princip je meni zelo, zelo nesimpatičen. In gledajte, tam češki predsednik potuje z normalno letalsko linijo, tudi Borut Pahor je pogosto to počel. Tudi Tanja Fajon je šla. Tudi Tanja Fajon je šla. Ja. Tukaj jaz ne vem, kako je, prav brizgne ven, ta potreba da se počutijo pravzaprav pomembni, samo če se pelje v takem avionu. Veste, to je, ti velika zasebna letala so dokaz majhnih ljudi, se opravičujem. No, pa ni bil to zdaj samo zabavni program, kot ste rekli, to je uvod v nekaj bolj resnega. Zdaj, Slovenija se je znašla na tem zasedanju OZN, ko je spregovoril Netanjahu, v nekem zanimivem klubu. Zdaj, če pogledamo tele države, to so, torej slovenska delegacija pod vodstvom Tanje Fajon je zapustila to OZN, recimo
iz Arabskih Emiratov predstavnik ga ni zapustil, ne, recimo, ampak teli pa so Jordanija, Katar, Pakistan, Indonezija, Malezija, Sirija, Iran, Maldivi, Južna Afrika, Namibija, Bocvana, Irska, Španija, Belgija, Slovenija pa Brazilija. Ne. Pretežno muslimanski svet, afriški svet, v katerem klubu smo zdaj, odkar je Tanja Fajon zunanja Ja, lejte, to je ministrica? neki scedek neuvrščenosti, prav gotovo. Pogledal sem na ta spisek, če drži, tle ni Egipta, ne, ki je zelo pomemben dejavnik, ki je pomemben sosed, ne, tega konflikta, ga ni, zanimivo. Ja, gospa Fajon, lejte, tu je ta primer Gaze in neprestano govorjenje o Gazi. Včeraj me je mama vprašala, pa zakaj skozi Gaza, ne? Dobro, se gre za pomemben konflikt, za trpljenje ljudi, ampak jasno je, da je ta konflikt tako privzdignjen navzgor, zato ker je tu vpleten Izrael, ker je tukaj tudi en paravzvod za kreiranje javnega mnenja do Združenih držav Amerike, da so spopadi v Sudanu, v Jemnu, kjer se muslimani med sabo pobijajo in jih gre na 100 000, da je pač situacija v Kongu, ker je milijone mrtvih v državljanski vojni, da je to vse nepomembno, zato ker je to pravzaprav medijsko trženje ene tragedije. To je grozljivo. Ne? Dajmo nekaj konkretno narediti za ljudi, tukaj se pa to medijsko trži. Ne vem, koliko gospa Fajon dojema to situacijo, ampak ona se pridruži temu toku, da se govori... Ne pridruži, ona je prva. Dobro, da se govori o Gazi zato, da ni treba govoriti o domačih problemih, ki jih ta oblast ne zna rešiti. Mi smo premajhni, premalo pomembni, da bi Gazo lahko reševali, lahko pa se kompromitiramo. Ne? Tudi ta dvoličnost Tanje Fajon. Dobro, ne? Kaj je in kaj bo predsednik Netanjahu, to bo pokazal čas in sodišča, ker ga bodo očitno sodili. Ne? Ga ne bo pač niti Nataša Pirc-Musar z genocidom, niti Tanja Fajon. Dvoličnost njeno bi pa videl v tem, ne, da se je recimo sestala s sedaj začasnim sirskim predsednikom, ki izhaja iz islamske države, ki je bil pač terorist, in tudi sedaj smo gledali te dni imeniten dokumentarec naše RTV-ovske dopisnice iz Bližnjega vzhoda, Karmen Švegelj, ga priporočam v pogled, čeprav je grozljiv, o sedanji situaciji v Siriji, vojna po vojni, ne? Oziroma vojni, ki še zmeraj traja, kako sedanji sirski režim, ki predsednika je obiskala tudi Tanja Fajon, pa ne vem, če ona kaj protestira, pobija druze, pobija različne ločine, kristjane, pa končno tudi te pripadnike bivšega predsednika Asada na najbolj grozljive in okrutne načine, kar po domovih, po ulicah. To si pogledajte. O tem smo pa tiho. No, ampak kljub temu je skupina nevladnih organizacij predstavila peticijo za sprejemanje Palestincev v Slovenijo. Ne samo, da jih proračunsko podpiramo, ampak zdaj jih bomo še sprejemali. Kaj si lahko mislimo o tem? Lejte, jaz bi načelno rekel tako, da ljudem v stiski je treba pomagati, ampak a ni zanimivo, da jih recimo Egipt noče sprejemati, da imamo tam naokoli zelo bogate arabske države, islamske države, ne, ki jih tudi nočejo. Ja, zakaj? Zdaj, kako bo tukaj Slovenija zadevo reševala? Jaz mislim, da gre res, se seveda tudi naši voditelji zavedajo, da smo tukaj nažalost nepomembni, ne? A gre v bistvu samo za propagandno vojno. In se te ljudi izkorišča za to, kaj, če jih bomo 10 vzeli. Ne? Ja, ampak recimo, no, Tanja Fajon je, pa vlada potem je Netanjahuja, predsednika Izraela, razglasila za nezaželeno osebo v Sloveniji. Persona non grata je postal. Zdaj, jaz ne vem, ali bi Netanjahu sploh prišel v Slovenijo, ali sploh imel to željo, ampak meni se zdi, da bo še malo, pa bo Tanja Fajon postala persona non grata marsikje. Ja, ne vem, naslednja poteza bi bila, da Slovenijo napade Izrael. Ne? Zdaj, to je neko napihovanje in preusmerjanje pozornosti. Ne? O zločinskosti domnevni še ni reklo nobeno sodišče. Nobeno sodišče, to je treba biti realen. Seveda lahko izražaš nezadovoljstvo in si lahko pri tem oster, ampak glejte, mi smo tukaj premajhen igralec, da bi karkoli odločali. Jaz mislim, jaz vidim to predvsem v neki perverzni luči zamegljevanja domače situacije in preusmerjanja pozornosti na Bližnji vzhod, kjer smo pač mi seveda marginalen igralec. Ne. No, ampak vendarle so mediji, recimo Info 360, so pa objavili fotografijo
Kučana, ne, in seveda rekli, da on seveda se stankuje in na nek način vpliva na našo zunanjo politiko. Ne. Tule je na sestanku mende, to je gospa Ksenija Škrilec, ki je seveda kandidatka, favoritka, da bi šla na veleposlaništvo v Zagreb, poleg Iztoka Jarca tudi. Ne. Zdaj tu se pojavlja vprašanje, seveda se Milan Kučan lahko na kavici dobi s komarkoli, ne. Ampak vendarle je vprašanje, koliko res on vpliva na našo zunanjo politiko. Ja, se veste, da je on prišel takrat v oddajo povedati, da se v Gazi dogaja genocid. In sicer, tudi zanimivo, to je pa tako zanimivo partijsko razmišljanje še, ni treba, da je to dokazano, ne? Mi smo tisti, ki smo odgovorni, da tako govorimo, nekako tako je ta stvar izpeljal, ne? Sedaj tako nekako priročno. Dobro, recimo, da je genocid. In kaj? Kaj ima to z našo zunanjo politiko na nek neposreden praktičen način, kaj ima to z Milanom Kučanom? Ja, mislim, da je ta pogojni refleks, vi, gospa Vida, bi ga morali poznati iz mlajših let, skoraj iz otroštva. Jaz se tudi spomnim tam leta 75. To se je stalno govorilo o Gazi, o Zahodnem bregu in takrat še o Jasarju Arafatu. No? Tako, to je res. To je bilo neprestano. Ja, skozi je bil Jasar Arafat. In mislim, da ima to v krvi tudi gospod Kučan. No pa več kot to se je dogajalo. Ne? Torej, tudi te Hamasovci, ne, bom tako rekla, so na nek način zelo vplivni na RTV Slovenija. Zdaj so se pač nikogaršnji hlapci niso bili prav številčni, ne, ampak pred stavbo RTV so se slikali skupaj in naredili tiskovno konferenco z novinarjem, to je Nasser Abu Bakr. Pravijo, ne, seveda zdaj oni lahko podpirajo kogarkoli. On je imel tudi intervju na televiziji, ampak prva stvar, ki moti, je, zakaj pred stavbo RTV. Torej, noben zasebni medij ni dovolil, da bi društvo novinarjev pripravilo tiskovno konferenco, čeprav so tudi v zasebnih medijih člani tega društva, noben ni dovolil, da bi se tole šli pred neko drugo stavbo, pred POP, pred katerokoli zasebno medijsko hišo, pred Delo, če hočete. Spet RTV Slovenija prva na vseh slikah. To je zloraba javnega medija, ki ga vsi plačujemo. Ja, prav na tej poziciji je bil ta javni medij že velikokrat zlorabljen, tudi v času te kampanje, politične kampanje pod prejšnjo vlado. Ne. Ravno tukaj ste tudi stali s temi, kot ste rekli, s temi majicami, nikogaršnji hlapci. Ne. Če si se malo oddaljil, pa si bolj daleč gledal, so bile te majice še posebej zanimive. Ne. Mi premalo vemo. Ne. Jaz ne bi tako brezglavo kogarkoli podpiral, ker je znano, da so tudi vsaj tisti formalni zdravstveni delavci v veliki meri, oziroma ko se govori, mi te stvari nimamo razčiščenih, in tudi novinarji lahko pripadniki oboroženega krila Hamasa. Tukaj treba biti skrajno previden. Mislim, situacija je tako zapletena, tudi v Gazi, in mi imamo tako selektivne informacije, da prave predstave nimamo. Če gre res za novinarja, v redu, se lahko izraža podporo. Če gre za podpornika terorizma, upam, da ne gre v tem primeru, je pa to lahko velik problem. Mislim pa, da kolegi premalo vedo in premalo se zanimajo za te stvari. No, ampak glejte, prav to, kar ste zdaj rekli, so pa seveda očitali temu gospodu in so rekli, da pravzaprav je nekoč, torej, zapis Jožeta Biščka je bil na X-u, pa potem tudi drugih kolegov. Tole so rekli, zakaj mu nihče ni zastavil vprašanja, bil je na intervjuju na RTV, in sicer Izrael tako pravi, in to bi bilo kredibilno, kako odgovarjate na očitke izraelske strani, da je bila večina ubitih palestinskih novinarjev sodelavcev oziroma simpatizerjev Hamasa? To vprašanje, tega nismo slišali, to mu ni bilo zastavljeno. To bi moralo biti vprašano. Vejte se, tudi če Svetlana Makarovič, zdaj bom šel malo v svoj mlin, sodelovala v oddaji Marcel, je ni bila vprašana, a ste vi napadali kolego Jožeta Možino in zakaj in tako naprej. Ne, ni bilo. Vejte, to je pač neprofesionalno. Ne? Nekateri jemljajo javni medij kot očitno neko svoje dvorišče za svoje življenje. Ne vem, premalo vemo. Tukaj v resnici mi nimamo pravih informacij tudi o tem, kaj se dogaja v Gazi. Nedvomno gre za tragedijo, ker trpijo nedolžni ljudje. Ne vemo pa, v kolikšni meri so podatki resnični, ker informacije o tem, kar se dogaja, pravzaprav kreira tudi, nastajajo oziroma gredo ven pod vplivom Hamasa. Hamas še zmeraj ni zlomljen in ima prevladujoč vpliv tudi glede delitve hrane.
Ja. in varnostnih razmer. In tole Jože Biščak pravi, ne, tale predsednik sindikata palestinskih novinarjev, on, ki ga gosti RTV, pravi, da izraelska vojska napada in ubija novinarjev v Gazi. Še pred dobrim mesecem pa je za palestinski Media Watch govoril drugače, da Hamas napada novinarje. Vi ste, kolega Biščak, se je pozanimal, pa je z malega medija, ne? Ja, zasebnega. Ja. Tako, ja. Naši novinarji na RTV. Ne, jaz mislim, da se, kot rečeno, da se ta primer, nesrečni primer Gaze v resnici izkorišča za preusmirjanje politične pozornosti. Ne? Ker meni ni jasno, zakaj bi morali mi vse to vedeti, o drugih kriznih žariščih pa praktično nič. In še več, ne? Zdaj pa takole Mladina, pa časopis Dnevnik, sta pa napadla novinarja Luko Svetina, torej povejmo, na tem portalu tudi dela podcaste Luka Svetina, a ne? To je konec koncev tukaj zdaj naš kolega. In sicer so rekli takole, Luka Svetina pa Martin Nahtigal, to sta dva novinarja, sta bila napadena, ker sta poročala iz Izraela in objavila intervju z udeleženci glasbenega festivala 7. oktobra 23. A ne? Skratka, naredila sta intervju za neko gospo. Takrat povejmo, kaj se je takrat zgodilo, da spomnimo, ne? Torej, Hamas je brutalno pobil 1139 ljudi, vključno s 36 otroki. 20 je bilo mlajših od 15 let. Najmlajši je bil star zgolj 10 mesecev. Vzeli so 251 talcev in seveda jih je zajetih še 50 oziroma živih naj bi bilo zgolj 20. In potem nek Luka Svetina ne bi smel iti zato, ker je Izrael plačal ali pa delno plačal to pot, ne bi smel on pa Nahtigal ali pa še nekaj jih je šlo v Izrael vzeti te izjave. Jaz nikjer druge nisem videla, tudi na CNN so zelo, 1-2 dni so to poročali, potem je pa bila ta kampanja Hamasa, ki traja že 2 leti. Je to ena največjih neumnosti. Če bi prikrili, ne, da so šli s pomočjo Izraela, bi bil to lahko problem. Ja. Ampak se to je popolnoma transparentno. Jasno, da Izrael želi pokazati tudi svoj del resnice, do tega ima pravico. Ja. In kolegi so na popolnoma profesionalen način, v tem okviru, da se razumemo, pač govorili in predstavljali tisto, kar je pač posledica, kar se je zgodilo 7. oktobra in odzvanja na tudi v današnji čas. Mislim, znotraj tega je stvar popolnoma korektna in nesporna. No, končno pa gledajte, kdo pa je Mladina, ne, tak je pač časopis ali revija ekstremne levice s kakšnim kvalitetnim posameznikom, ki je tudi tam. Kdo pa je, da bi tukaj normiral, kaj je novinarstvo in kar ni. Pač medij, ki je v veliki meri zloraben prav za potrebe ekstremne levice, res ne more biti nek moralni kriterij za to, kar počnejo drugi kolegi. Te reportaže so bile prav osvežilne, pravzaprav, da smo videli, ne da bi zdaj vzeli, slišali, ja. Ne da bi zdaj vzeli te stvari 100%, tako kot tudi to, kar dobimo od Hamasa, moramo dvomiti, to tudi tukaj lahko dvomimo, ampak vidimo, kaj so kolegi tam, na kakšen način so kolegi tam prišli v stik z temi, ki so bili ogroženi oziroma ki so trpeli 7. oktobra in ta pričevanja so avtentična. Tako je bilo. Ja, pa ne nazadnje tudi Evropski parlament. No. Kolikokrat plača, da gredo novinarji v Evropski parlament, tudi lahko lobirajo za zeleno agendo potem, ali kaj bomo rekli. Se dogaja tudi na naši televiziji, da neko podjetje plača, da se gre obiskati njegove proizvodne obrate in tako naprej. Ja. Tako je. Ja. No, skratka, zdaj gremo spet nazaj na slovensko sceno, na pravosodje, o tem sva že govorila, zdaj obetajo se spremembe na Ustavnem sodišču, to je slika Primoža Gorkiča, ki ga je Nataša Pirc Musar predlagala za enega od novih ustavnih sodnikov, tule pa je on seveda na Dražgoški bitki oziroma prireditvi, o kateri tudi vi precej pišete, z vsemi temi insignijami, kar to pač pomeni. Kakšen sodnik bo zdaj ta Gorkič? To je skrajno zaskrbljujoče. Ne? Kdorkoli, sploh na tako vrhunskem mestu v pravosodni veji, pravzaprav to je zadnja instanca, ne, kar se tiče prava v državi, da nastopa z katerimikoli totalitarnimi simboli. Se bi bil totalen problem tudi, če bi nastopil s fašijem ali pa s kljukastim križem, ampak tudi z rdečo zvezdo je velik problem, ker rdeča zvezda je povzročila ogromno nedolžnih žrtev in uvedla diktaturo, oziroma simbol diktature, ki je trajala do leta 90, diktature, kjer je bilo
na 10.000 ljudi ubitih na slovenskem ozemlju, izgnanih, okradenih, še na 10.000 jih je potem zbežalo v tujino in je bila pač dežela v veliki meri devastirana. In častiti te simbole Rdeče zvezde je velik problem, moralni problem. In to človeka, ki ima pravno izobrazbo. To je zelo, zelo slab znak. Torej, naše ustavno sodišče, glede na to, da sta dva nova kandidata, druga je gospa Nina Beteto, to sta zdaj Gorkič in Nina Beteto, kaj se nam obeta, ne? Kam bo zdaj to štrlelo? Vidimo, kako tudi kakšna je percepcija predsednice republike, ne? Kako tudi ona razmišlja. Ne? Mi dejansko tonimo pod nek velik vpliv skrajne levice. Ne? Ampak to je nekdo prišepnil. Mislim, ja ne vem, ali je kdo prišepnil, ne. Se vemo, kdo je bil tisti, ki je rekel čas je za predsednico, ne. Spet smo pri istem sivolasem gospodu, ki smo ga že pokazali. Ja. Torej, to bo zdaj levo sodišče, kajti to se bo zelo očitno zgodilo, ne. Bo še nekaj menjav, kaj si lahko obetamo? Ustavno sodišče očitno ne bo več ta inštanca, zaupanja vredna inštanca. Ja, glejte, tle demokratični standardi absolutno propadajo, vidimo, da res gre za na vseh področjih, kjer le morajo, gre za kadrovanje, samo po principu važno je, da je naš in da strokovnost ni pomembna. Zdaj tukaj pri temu gospodu Gorkiču ga ne poznam, ki je zbirat bil res veliko rajši, bi se motil in bil presenečen, da bo ravnal kompetentno in po zakonu, ampak če odrasla oseba dejansko raja na takih proslavah s takimi simboli, če gre samo v dražbo, še nič narobe, ampak s takimi simboli, to kaže na neko mero nezrelosti in nesoočenja z našo preteklostjo. Nerealnega soočenja. To, o čemer mi dva zdaj govoriva, to je pravzaprav redko v tem medijskem prostoru. Ne? To je zaskrbljujoče, ker zdaj konec koncev bi morali novinarji opozarjati tudi na vse to, pa ne. Poglejte, kako je recimo Peter Jančič komentiral nov medijski zakon, ki se je zdaj zgodil. Prejšnjo vlado so z leve zelo kritizirali, češ kakšne strašne stvari bi se naj dogajale v medijih, ne? Pa se v primerjavi s tem, kaj so potem sami naredili, ne? Te brutalne, večkratne čistke, ni dogajalo absolutno nič, ne? Lagali so tudi mednarodni skupnosti. Ne? Danes, če kaj kritiziraš, takoj vpijejo, ne, izdajalec, ne vem kaj pa je bilo takrat, ne? Spomnimo se v Evropskem parlamentu neke razprave, ne? Še celo potem, ne, so na ravni Evrope malo spremenili zakonodajo, sklicujoč se na to lažnivo propagando, ne? Da je slovensko ravnanje v Sloveniji razlog za to. No, skratka, medijski prostor je, ga tudi ta novi zakon ne bo popravil. Ja, kolega Jančič uporablja prave izraze. Laž, propaganda, vse to so takrat počeli v času bivše vlade, zato da so v bistvu prevarali pravzaprav nek javni prostor ali pa javno mnenje in tudi tujino v veliki meri. Ja, tudi Evropski parlament. Ja, in potem, ko so pa imeli priložnost, da bi pokazali svojo širino, so v glavnem počistili z drugače mislečimi, naprimer na javni televiziji, in kot se je sedaj izkazalo tudi protizakonito, ker je kolega Areh že dobil tožbo proti RTV-ju. Ja, in kaj bo zdaj? Ja, kdo bo zdaj to plačal? Ja, ne vem, midva, ne. Plačniki RTV prispevka bodo plačali, prav gotovo. In tudi ta nov medijski zakon, seveda so določene rešitve, tudi glede na to, da je čas šel naprej, da so še te tehnologije naprej, so korektne, ne. Ampak tisto, kar najbolj bode v oči, je pa ta premisa, ne, ta ambicija, tu se vidi te totalitarne diktatorske vzorce, da bi nek uradnik na Ministrstvu za kulturo kreiral inšpektor, seveda, popolnoma neodvisen, ne, ki bi pa kreiral zdaj, kaj je prav in kaj ni, kaj je sovražni govor in kaj ni. Ne. Spravi, da spustijo tudi nivo odločanja, ne, selekcioniranja, bova rekla v praksi. Ne Asta Vrečko, ne, ampak je nižji. Ja, neodvisen. V bistvu nivo cenzuriranja spustijo na čim nižji nivo, da se najbolj enostavno krmili tisto, kar jim je všeč. Lejte, tudi tako, tisti, ki smo vendarle zgodovinarji ali pa imamo zgodovinski spomin, v tem primeru v odnosu do medijev, do demokracije, ne, nažalost tudi v enem smislu do kulture, ker tudi Asta Vrečko je podpornica Svetlana Makarovič, je v prispodobi rečeno gospa Vrečko volk, ne? In ovce ne grejo v kontekst tukaj. Ne? Volk sicer menja, ne? Poskuša menjati dlako, ampak je še zmeraj za ovce nevaren. Ne? Veste, to je tista znamenita karikatura
ko se volk pojavi pred množico ovac in pravi, zdaj bom pa jaz se spreobrnil. Ne. Ni mogoče. Ne. Zato je proti temu zakonu treba odločno nastopati, ker bo še en vzvod za to, da bodo omejevali neodvisne medije, tisti, ki jim niso povšeči, in pa tudi družbena omrežja, tisti, ki so pač vplivni na družbenih omrežjih, morate vedeti, da tisti bolj prodorni, ne, na Twitterju, na Facebooku in tudi drugje, dosežejo ogromno obiskov, ogromno gledalcev. Ne, tudi samo v nekaterih primerih, jaz to uporabljam predvsem za promocijo oddaj in vsebin, pa tudi za obrambo pred, kaj ne rečem, takim in drugačnim nasiljem in aroganco, da dosežemo lahko na 10 tisoče, ne, celo 200 tisoč in več ogledov v posameznih primerih, kar ne da je konkurenca medijev, ne, ampak je več kot doseženek medijev. Ja, seveda, ampak všečne bodo pa nagrajevali, ne, vključno z RTV. Pa to, kar jih najeli. Kar jih nagrajujejo. Treba je biti tukaj korekten, premočrten in zvest svojim gledalcem. Ne. Tistim gledalcem, ki pač ne prepoznajo. Saj nasplošno, veste, jaz tudi vidim, ne, in ta feedback mi veliko pomeni. Zelo redko se zgodi, da bi naletel na kakšno slabo izkušnjo, tako, ko hodim po svetu, po ulici, po nakupovalnih središčih, kakorkoli. V glavnem so izkušnje, ne dobre, izredno dobre. Ljudje cenijo pač eno držo, eno premočrtnost, tudi končno neko širino, ki jo premoremo in dejansko tega levičarskega pljuvanja, tako rečem, po teh družbenih omrežjih praktično nihče ne bere, oziroma obstaja neka ocena, to bere samo nekaj 10% ljudi, ki pa itak je isti krog, oni sami sebe prepričajo. Ja, se tudi treba reči, da tudi nažalost mogoče ljudje, ki so nazorsko, izgubljajo živce, ljudje, ki so nazorsko bolj na sredini ali pa na desni sredini ali pa na pomladni strani, zgubljajo živce in tudi pišejo kakšne neprimerne ali pa izrekajo neprimerne stavke. Jaz zmeraj znova pozivam, da naj tega ne počnejo. Lahko se malo pošalimo, lahko smo sarkastični, nikakor ne žaljivi, ker to spuščanje nivoja komunikacije dejansko pelje v težke čase. No, seveda, v vsaki oddaji se proti koncu dotaknemo tudi prestolnice, ne, glavnega mesta. No, in tale teden je pa spet, smo videli še nov fiasko župana Zorana Jankovića, namreč v Savskem naselju, to je eno najstarejših socialističnih naselij v Ljubljani. Zdaj po novem, ko je pač župan uredil to cesto, Linhartovo cesto, ni več možno zavijanje v naselje. Predstavljate, to je naselje z nekaj tisoč ljudmi, če pelješ od Žal, ne moreš zdaj zaviti tako kot nekoč levo, ampak moraš vse okoli in okoli Kolinske, ali ne vem, kje še vse, da prideš mogoče nekje, in zdaj je popolna zmešnjava, popolni prometni kaos. Konec koncev zdaj vsa ta vozila vozijo skozi naselje, prej so vozila po cesti, ne. To. Ja, poznam to ulico, tudi dolgo se je prenavljala, gotovo ni bilo poceni. Jaz mislim, da je bil fokus teh, ki so bili tukaj vpleteni v to prenovo, bolj na kakšni proviziji, kot pa na tisti cesti, ki bi enostavno zavila desno, tako kot je prej. Da prideš, to je popolnoma nelogična, nerazumna rešitev. Mogoče bo treba še enkrat. Ja, mogoče bo še enkrat, tako, da se bo še kaj zaslužilo. Ja, prav je, da tudi Ljubljančani vidijo, ne, da je fokus pravzaprav na cestah, ne pa na njih, ne, na prenovi cest, z vsem, kar to prinese v ozadju, ne pa pravzaprav na potrebah ljudi. Ne. Kaj ti pomaga nova cesta, če pravzaprav predstavlja novo oviro? Ne. Ja, to je res, ja. No in za konec poglejva, zdaj tale teden je dr. Jože Dežman izdal novo knjigo, in sicer naslov je Komunistični strah v gatah. Malce hudomušen naslov. Zdaj gre za to, da je pravzaprav skozi personalne mape vidnejših ali pa manj vidnih članov komunistične partije, pa potem Zveze komunistov, on odkril, kaj se je pravzaprav dogajalo, in v enem stavku bi lahko rekli, da je partija pravzaprav sama sebe sesula, se je sesula sama vase, in da so bili ti člani tudi zelo poškodovani ljudje. Ja, gospod Dežman tudi tokrat ni razočaral se na svoj avtentičen način, se samo rekel, ne, mogoče bi se manj pohecal v naslovu, ne, ker, ampak dobro, to je njegov stil.
Drugače knjiga je izredno resna in tudi zelo, zelo pomembna, ker kaže dejansko na to partijsko drobovje. Ja, ljudje so se vključevali v partijo zaradi svojih osebnih koristi, takrat po vojni tudi veliko zaradi neke zavarovanosti v ta nov sistem, ampak dejansko to je potem bilo vse splošno razsulo in so kapljali tudi ven. Iz teh partijskih karakteristik je on razbral to burno dogajanje znotraj partije, v tem, da partija ideološko pravzaprav nikoli ni funkcionirala. To je bilo neko interesno združenje, nihče v resnici, no, razen tistih, bova rekla, koristnih budal v navednicah, nihče od nekih bolj kompetentnih ljudi nikoli ni v to verjel, ampak je bilo to neko interesno združenje, ne, kjer si pač dobil določene koristi, določen okvir, ko si pa ugotovil, ne, kam pa staco moli in ko si premogel neko osebno integriteto, si iskal način, kako bo šel ven. Ne. In Dežman, ne vem, to so, gledajte, tudi razbere se tudi zelo, zelo hude stvari, ne, naprimer, ne, enega zelo zavzetka partizana, mislim, da je bil pred vojno oficir in potem tudi v partizanih zelo agilen komandant, ne. In on seveda v tej karakteristiki, ker pride potem v nemilost nove oblasti, veste, da to se je skozi ta dinamika frakcijskih bojev je bila neprestana. Goli otok. Ja. No, je on nekje napisal pravzaprav, da je ubil svojega brata in da ga v bistvu mama sumi, da je ubil brata. In dejansko tam potrjuje, da je on brata, ki je bil na nasprotni strani po vojni, umoril. Pokaže tudi na ta absurd bivšega režima, ki je sproduciral tako sovraštvo, da niti družinska razmerja niso bila sveta, ampak je prihajalo celo do takih hudih zadev, kot so umori. Ja, imenitna knjiga, kaj ne rečem, če uporabim njegovo izrazoslovje, nov žebelj v krsto zlaganega titoizma. Ja, ubil brata je dobil opomin, če pa je nekdo peljal otroka k krstu ali pa se je bil pa vržen iz partijo. Je bil pa vržen iz partije, zdaj apropo tega, kar ste rekli. Torej, kaj se lahko seveda danes naučimo iz tega? Se bomo kaj naučili, bomo vzeli kakšen opomin iz take knjige ali bo šlo vse naprej tako, kot je? Seveda se lahko naučimo. Veste, bom zdaj mal prešel. V teh dneh sem se pogovarjal z eno kolegico, zgodovinarko leve prominence, zelo leve prominence. Ne? In me je presenetila s tem, ko je rekla, mi se obnašamo, ona je zmirna strokovna oseba, ne? Mi se obnašamo, kot da je to, kar imamo, samoumevno. Ne? To, da imamo državo, da imamo demokracijo. Če bo šlo tako naprej in bilo je razumeti, da misli tudi na aktualno oblast, ja, se bodo, hočejo že prepovedati referendume, ki jim niso všeč, ne? Oziroma pozivajo k bojkotu, se lahko pride tudi do tega, da jim volitve ne bodo več potrebne, če bodo imeli popolno oblast. Pravosodju, medijski aparat bo to podpiral, potem seveda policija in vojska, se lahko ti, če so zunanje politične okoliščine take, da to omogočajo. Če je vojna, recimo. Ja, se odločiš, da vse volitve pa niso več potrebne. Niso pogoji. Zdaj, tukaj namerno provociram in karikiram. To učijo te knjige, kam lahko pripelje ta ideološka norost in zaslepljenost. Zato so tukaj, ima pravosodje izredno veliko odgovornost in tudi mediji. Mi se bi dejansko morali po istih kriterijih obnašati do vseh nazorskih skupin. Prvič, da jih vključujemo in predstavljamo njihove vrednote, na eni strani tudi Urško Soares Cankar, ne, ki pač promovira življenje, pa tudi tiste v redu, ki so proti in so za splav, ampak približno uravnoteženo, ne pa da imamo Niko Kovač in teh par punc, ki imajo 10 kamer, tukaj pa popolno ignoranco. Ne. Ja. To ne pelje nikamor in nas uči, v bistvu mediji imajo tukaj tudi javna televizija, ki jo plačujemo vsi, ima tukaj izredno odgovornost in trenutno in ne gre dobro, žal in ne gre dobro. In celo nek škratek upije jezik za zobe možina. Ja, pač to zlorabljen otrok, vidi se tudi, kako daleč so pripravljeni, veste, da to ne more neka zrela oseba take stvari početi. Enega tazga fanta, 16-letnega, se pa seveda da je zlorabiti. Ten zdravnik je napisal, mladina, sploh fantje, imajo šele po 20. letu se jim razvije ta možnost širše presoje, ko se že reče ta možganski korteks. Čustveni, ja, frontalni korteks. Tako. Frontalni, ja. No, in tle vidiš, kako aktualna politika zlorablja tudi mladoletnike za neke svoje partikularne cilje. In vse je isto, kot piše dr. Dežman, je bilo včasih istih. Je bilo personalnih map. Vem, ampak veste, tisti krog, ki je te personalne mape nekako zbiral in obdeloval, je še zmeraj
v senci, ne, kaj rečem, vpliva v tej naši državi. Ne. Doktor Možina, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za vabilo. In hvala, če nas spremljate. Nasvidenje.